Ljamer ste v osnovi dvojec, zdaj pa na odru nastopate tudi kot šestčlanska skupina, pa ne vedno. V bendu sta Velenjčana Margarita Ulokina in violinistka in Antonijo tonski mojster. Kako ste se pa našli? A z Velenjčani? Z vsemi mogoče. Z Andijem smo se spoznali na SAE inštitutu. Tam smo v bistvu spoznali tudi Antonija, ki je iz Velenja. Na to pa z Margarito smo se spoznali ob snemanju drugega albuma. In fun fact, tam sta se spoznala tudi Andi in Maggie, ki sta zdaj v bistvu par. Tako da smo taka ena fina ekipa ljudi. Klemen na kitari in Anže, ki je na bobnih, sta pa v resnici prišla k nam preko sodelovanja, ki smo ga imeli s Haiku Garden, oziroma Andi ju je povabil k eni pesmi. Potem smo se pa tako ujeli, da smo se odločili, da bomo kar skupaj nastopali. Kakšna je pa razlika v fazi ustvarjanja, pa v nastopih kot dvojec ali pa kot šestčlanska skupina? Kakšna je potem dinamika med vami oziroma kakšna je razlika? Za občinstvo sicer ne vem, kako jim je. So bili tudi tisti ljudje, ki so bili in na koncertih s celotnim bendom, pa tam, kjer sva samo midva. Mogoče, da je, kadar sva sama, vse skupaj zveni bistveno bolj kot elektronika, kar je meni sicer všeč, ampak v resnici je z bendom bogatejše in mislim, da jaz se tudi bolj udobno počutim, ko je cel bend, ker se mi zdi, da je vse tako organsko, se razvija in pač glasbeniki v bendu so res dobri. Tako da je fino biti v njihovem objemu. Vse sem slišala tonsko, kar mislim je zelo full fine, se veselim nastopa. Super, hvala. Letos ste izdala nov album RE-. Ja. Kritiki so ga dobro ocenili, nastopi pa se tudi kar vrstijo. Kakšni so pa občutki ob izdaji? Ob izdaji? Ja, mislim, da je na koncu, ko se je album sestavil, ima res ima rdečo nit in včasih traja nekaj časa, da ga potem sploh doživiš mečkano odmaknjenega, ker najprej, ko ga delaš, ga itak stvari slišiš večkrat in mogoče se potem stvari ko se poležejo, zdaj vidim, da je v bistvu kar kompakten album, da v resnici, tako, dobro stoji. Kakva pa je rdeča nit, oziroma kakve so teme albuma? V resnici preobrazba, ki jo doživiš skozi kompleksne odnose, kjer mogoče ni smisel teh odnosov, da pač ostaneš v njih, ampak da spoznaš sebe še v kakšni drugi luči. No, glih naslednje moje vprašanje je pa, če je za kakšnim komadom kakšna posebna zgodba, ki bi jo lahko delila? V bistvu vse te skladbe skupaj z Andijem piševa, ampak vedno pa nekako razmišljava, vedno se pogovoriva vnaprej, kaj želiva sporočiti in tudi za ta album sva vedela, da želiva narediti kot album, zgodba o razhodu, ker sva tudi v bistvu oba šla čez neke faze v preteklosti in se poznava dovolj v tem, da sva vedela, da bo to neko stičišče, kjer se lahko srečava. Tako da zaprav posamezno, mislim, da že sama besedila narekujejo približno, v katero smer gre, ampak ene par je takih, ki so posvečene mojemu bivšemu in ki sem mu hvaležna, da mi je dal vse izkušnje, da sem se uspela spoznati v neki drugi sferi. Pa imaš kak najljubši komad? Najljubši komad? Ja, Prospects imam rada, Even If imam tudi rada. Težko se res odločam, da mi je en najljubši, ampak tudi drugače, ali ga poslušam, ali ga izvajam. Recimo Settle Down se mi zdi, da je tak fajn komad, ampak mogoče zame je ta najmanj ljub za nastopanje. Zakaj pa? Mogoče, ker je nižje in ker sem jaz v višinah bolj domača. Vajna glasba združuje tudi žanre, kot so future garage, ambient in trip-hop v okviru klasičnih pop struktur. Močna so tudi besedila. Kako pa poteka ta kreativni proces, kako se odločite, kateri žanr uporabiti za katero, ali se to vse preplete noter v enem komadu? V resnici, ko načrtujeva pesmi ali pa ko se lotiva dela, ni tako, da se omejiva, zdaj bo pa ta v tem žanru. Se mi zdi, da nekako zbereva idejo, ki obema deluje, ali je to vokalna linija, ali je to nek aranžma. In potem nekako peljeva glede na emocijo, ki jo skušava dati česa. In tako se je tudi v bistvu zgodilo s komadom Home, da je zašel v neko country smer in kamor jaz sicer načeloma ne bi šla, če bi se tako kar odločila, ampak resnica je, da je imelo smisel.
In so potem pač šla v to smer, nekako se ne omejujeva se žanrsko ali pa da bi prav morala biti v neki kategoriji. Je pa res potem za intervjuje malo bolj smešno. Ja. Kaj pa poslušate potem, ali pa poslušaš na poti na špil? Na poti na špile pa ponavadi poslušamo, nekdo da svojo set listo, tisti, ki vozi, odloča, kaj bomo poslušali. In danes je Klemen pač dal svojo playlisto in je kar dobro zbral. Ne znam pa našteti vsega, ker on itak pobere vse dobre alter stvari, ki jih najde. Pa imaš ti kak izvajalca, kot je pač navdih, oziroma ko mogoče črpaš? Ja, zanimivo, Stevie Wonder. Does the wonders. Zame tako me spravi v neko dobro energijo, da se malo nahajpam, da imam malo več tega, ker to, kar mi izvajamo, je mogoče malo bolj melanholično in meni v resnici paše ne ostajati v tej melanholiji. No? Tako, jaz jo dam ven iz sebe, v pesmi, v skladbe, zato da potem lahko živim bolj pozitivno.